A poznaš pregovor, ne sod knjige po platnicah? No, to je to. To je ta telefon. Siguren. Počak, te naj sam posluš, preden se boš usul na tipkovnico in začel pisati, da so to rekla samo zato, ker naj jo ono sponzorira. Ne. Ta telefon, ja, bi bilo mogoče ful na easy diskvalificirati, ker je podoben določenemu tekmecu. Ja. Če ne veš, kje ga ima v mislih, brez da bi ti to direkt izblebetala, žal ne vijo, na kjer mu planetu živiš. Veliko folka bi se samo ustavili pri tej primerjavi in rekel, ok, ajde, čak. Ampak to ne bi bilo fair, ker je ta telefon veliko več kot sam nek klon, ampak je Orang Midranger, ki, če naj vprašaš, je skoraj da ne nižji flagship razred. Že par tednov nazaj smo imeli na testu budget varianto tega telefona Honor 600 Lite, tako da pojdi si pogledati tisti video. Danes smo tukaj njegov praktično flagship brat Honor 600 Pro, ki smo ga Orang potestirala in ta telefon je več kot samo njegove platnice, kot je že Andraž rekel. Ja, zdaj zmer znova sva presenečena na tem, koliko kitajski proizvajalci v zadnjih letih dejansko delajo super telefone, kjer vključijo noter stvari, ki so označene kot nova tehnologija, ki se jih kakšni drugi bojijo vključiti v top telefone. In ne samo to, kitajski telefoni so v določenih primerih še bolj vzdržljivi in zmogljivi kot oni mainstream proizvajalcev, ki so v Evropi bolj poznani. Dober primer vključevanja teh novih tehnologij so silicijev ogljične baterije za večjo vzdržljivost telefonov in PWM za temenjevanje za udobje oči. Obe ti funkcionalnosti oziroma komponenti sta prisotni skoraj na vseh zadnjih kitajskih flagshipih in sta zelo pazni tudi na tem novem Honor 600 Proju. In zato jo bova bolj izpostavila in poslala tudi v nadaljevanju tega videa. Ampak najprej začnimo s klasičnim unboxingom, ki je ena od manj razveseljivih stvari pri tem telefonu. Je čist simpel. Škatla, zgoraj montiranemu zaščitenemu papirju telefon, v ločenem rekatu pa USB-C, USB-C kabel in orodje za izmet SIM-a. Nič posebnega, nič fancy, ni polnilnega cegla ali pa silikonskega ovitka, ki ti dobite pri kitajski verziji, ker je škoda in žal nimo začel ta trend. Ko že govorimo o trendih, ki so bili posnemani, dela nasloviti Slonov sobi. Ja, ta fon je zaradi izgleda modula za objektive podoben določenemu izjemno specifičnemu konkurentu. Če bi ga kupili v oranžni farbi, to bi kar klicali po primerjava. Ampak pri nas te barve na voljo ni, samo zlata, bela in črna sta na voljo, kot je recimo tale črn 600 Pro, ki ga ima midva in ima tudi fajn matirano hrbtišče, ki ne pušča prstnih odtisov, ker je iz karbonskih vlaken ful dober. Dobra novica pri hrbtnem modulu je tudi to, da če si vsekanc in ne uporabljaš zaščite, torej nosiš fona v kontomu, ne nosiš ga v vidku, da ne boste narobe zastopali. In daš fon na mizo, se vam ne bo rukal, če tapkate po njem, kar je kar nice. Ja, nice je pa tudi to, da iz boklina ne štrli ful ven iz ohišja, kar pomeni, da ne izgleda kot en gromozansk tumor in se ti telefon ne bo zatikal v hlačence. Stikaj. Druga plat kovanca je sicer, da modula ne boš mogel uporabljati kot poličke za kazalec, da bi nekako probil stabilizirati telefon. Sam je pa tudi res, da telefon ni glomazen, čeprav tudi ni glih kompakten. Tehta 195 gramov, debel je pa 7,8 mm. Celoten fon ima ful lepo enodelno zasnovo, kar je sicer značilen za flagship telefone in že na tem mestu je to ena izmed prvih stvari, kjer opaziš, da kitajski proizvajalec daje flagship kvaliteto tudi v višjem srednjem razredu, kar bi pri tekmecih bil promoviran kot premijska lastnost. In glih to daje 600 Pro tisti premijski občutek, ko ga držiš v dlani, od matiranega hrbtišča do kovinskega ogrodja, do najbolj zaobljenih robov med vsemi androidnimi foni na trgu in trenutno najtanjšimi črnimi obrobami med vsemi pametnimi telefoni na trgu. Pač, wow, bravo Honor, good job, ker ta fon deluje ful dobro zgrajen, palc gor. Zdaj, ko smo že pri palcu, tukaj je stvar, za katero bi Honor priporočila, da jo popravi na naslednji generaciji, in to je optičen bralec prstnih odtisov. Ni to problem v tem, da ni ultrasoničen, kar pomeni, da ta telefon ni glih največji fan z lažnimi prsti. In ne, to ni bil doti žog, ti pokvarenc. Vidvate, ni bil. Še meni bi. Ja, no, ne, bolj resen problem je v tem, da je postavljen res nizko na spodnji rob ekrana, ker je res kar mal štorast. K sreči celotno situacijo rešuje to, da je 600 Pro drugač ful udoben za rokvat zaradi ukrivljenih kotov, kot je rekel Davor, čeprav so stranice ostro odrezane in tudi zaslon letos ni toliko velik, ker je 6,57 inčov manjši, kot je bil pri predhodniku. Je pa ta ekran super in dosti svetu, pa dosti kontrasten AMOLED.
120 Hz osveževanjem in max svetilnostjo do 8000 nitov. Je ful dober za gledanje vsebine, tudi zaradi prej omenjenih ozkih robov in sam ene majhne selfie kamere tlele zgori. Letos brez globinskega senzorja sicer za prepoznavo obraza, tako da bolj se boš lažje v celoti zanesel na prsten vtis. In glih zaslon je eden od dveh velikih točk, kjer se vidi, koliko ti Honor kot kitajski proizvajalec več ponudi v primerjavi z zahodnjaškimi tekmici. Medtem, ko bi ti oni po večini ponudili sam dark mode, pa barven način za temperaturo, ti Honor ponudi celo sekcijo menu nastavitev za udobje oči. Na voljo imaš prilagojen prikaz, nočni prikaz cirkadnega ritma, skrb za oči s spremembo fokusa, naravni odtenek, udobje za oči, PWM dimming, prilagoditev svetlosti z AI, dinamično zatemenjevanje, pomoč za slabo počutje med vožnjo. Pač noro, koliko je to enih opcij. In ful pohvalno za Honor, da niso pozabili na folk, ki ima legit zdravstvene težave z glavoboli zaradi potrjujočega zaslona. Vsi uporabljamo telefone, torej vsi uporabljamo zaslone, ki med osveževanjem utripajo. Sploh ne vemo. Ja, in PWM dimming to utripanje zmanjšuje, pa ful folka sploh ne ve za to funkcijo. In ja, in da so glih kitajski proizvajalci to izpopolnili, da je zdaj na nekem višjem nivoju. Največje mainstream proizvajalce telefonov pri nas sta na to kar malo pozabila, Honor pa ni, ker te vidi. Štekaš? Ker se pogovarjamo od oči? Dvig možnosti izbire in pa nastavljanje telefona po lastnem okusu je tudi v srču Magic OS 10, ki je Honorjev vmesnik čez Android 16 in za kjer ga Honor obljublja kar 6 let posodobitev OS-a in varnostnih popravkov, kar je dosti cool za nečist flagship telefon. Magic OS je poln raznih funkcij, ki sva jih že bolj podrobno opisala v najni oceni cenejšega brata 600 Lite, povezava do videa, o njem pa ostalih Honor videov, pa imaš v opisu vse te povezave. Ja? Je OS, Honor ga stalno izboljšuje, ni pa glih čisto na nivoju določenih drugih kitajskih in nekitajskih tekmecev, sam je pa med najljubšimi. Ja, tako. Zdaj, ena od večjih preprek do tega so sigurno prednaloženi api, kot so Booking 100%. In LinkedIn, ki pa jih lahko vsaj naknadno odstraniš. Bi si pa želela, da bi jih v bodoče v celoti opustili, sploh če bo ta linija ratvala čedalje bolj premijska, ker je ta telefon že nekako nakazal. Vmesnik je sicer spodobno gladek in hiter, s solidnimi animacijami in prehodi, tako da glede tega nima večjih pripomb. Čeprav ta phone poganja last gen flagship čip Snapdragon 8 Elite, kar je še zmer odlično, se je čip zelo spodoben, lahko trdim, ker ga imam na svojem telefonu, tako da tudi bolj zahtevni uporabniki ne bi smeli opaziti neke ful velike razlike, kar potrjujejo tudi stresni testi, ki jih zdaj gledaš na ekranu. Zdaj špile poganja čisto podoben, komod doseže in preseže prag 60 FPS-jev, pa to pri višjih grafičnih nastavitvah. Ja, zdaj, če bi igral neko ful dolgo, večurno seanso, se ti bo fon valjda malo segrel. Ja, in frame rate v igr si padel na okoli 40 do 50 FPS-jev, ja, sam to je že pričakovan. Toploto dobro drži inline, tudi hladilna komora, ki je Honor letos na 600 Pro še malo povečal. Ko že govorimo o povečavah in o tem, da ti kitajski proizvajalci ponudijo več za manj keša, Honor je letos že tako veliko silicijev-ogljično baterijo povečal na mamutskih 6400 mAh, kar je noro. To je sicer manj kot 7000 mAh, kot je na 600 Pro-jih, ki se prodajajo na kitajskem, kar je škoda in definitivno se dela razliko med obema trgoma, ampak tukaj gre bolj kot ne za problem EU zakonodaje, ki omejuje velikosti baterij, ker ne bi bile tiste z večjimi kapacitetami bolj goste in posledično bolj nevarne, da se potencialno užgejo. Ampak naj te ne skrbi, da boš imel občutno slabšo baterijo, ker to k sreči ni res. Če 600 Pro na kitajskem 600 mAh večjo baterijo zdrži približno 2 dni zmerne uporabe, ti tukaj v Evropi fiks vsaj en dan pa pol, ker sploh ni bed in je v bistvu boljš kot pri 95% tekmecev, ki so že bolj na zahodnih trgih. Uveljavljeni. Ja, in če se ti slučajno zgodi, da te je ta dolga kapaciteta preveč razvadila in si pozabil filati telefon, pol ga lahko hitro ne filaš z 80W žičnim ali pa 50W brezžičnim polnjenjem, oba ponudca moš pa valjda dokupiti. To pa slabo. To pa slabo. Telefon je tudi zelo radodaren v kontrasmer, kjer omogoča 27W povratno brezžično filanje. Vse te možnosti za hitro polnjenje so res priročni v časovni stiski, ker se ti kam mudi, ali pa moraš reševati frenda, ki se mu je spraznil njegov fot, ali pa brezžične slušalke, da jih moraš nafilati. In to je tista konkurenčna prednost, ki jo imajo kitajske znamke, kot je Honor pred vsemi drugimi. Zagotovijo ti tiste osnovne stvari, ki bi jih mogel imeti vsak telefon in jih sam še pojačajo. Vsak hoče imeti dobro baterijo, ki se jo hitro nafila. Honor ti da glomazno baterijo, ki se komaj hitro nafila. Kaj drugega sploh še hočeš? Ja, poenkrat vidiš, kaj delajo Kitajci, ki rata
kristalno jasen, da mainstream proizvajalci tukaj v Evropi sam nekako iščejo izgovore, da velikih silicijev-ogljičnih baterij z hitrim polnjenjem ne vključijo na svoje telefone. Res imajo srečo, da našega trga niso pripravili vsi kitajski tekmici, sam Honor trka za vrata in prodira čedalje bolj, ker je tudi prav, da drugim ni preveč udoben. Ker so že pri veliki bateriji, definitivno jo boš rabil, če se boš igral z vsem AI-jem, ki je tukaj gor. Honor ima prav posebno sekcijo za AI v nastavitvah, kjer so na enem mestu zbrane vse klasične Honor AI nastavitve, ki jih že poznaš, kot so predlogi z AI, gumb umetne inteligence, utrinki z AI, čarobni portal, podnapisi in prevajanje z AI, preverjanje klicev in tako naprej. Kakor si slišal, ima ta telefon tudi prav poseben gumb za AI, ki ga je Honor upeljal že pri drugih svojih fonih in se vrača tudi tukaj. Kot sem že tudi v drugih videih rekla, Bog vedi, od kje so pobrali to idejo zadnje. Ja, po defaultu je sicer narejen, da če dvakrat pritisneš šranga, se ti odpre kamera app, če pa dolgo držiš, se ti odprejo predlogi zaslona z AI, kjer imaš par funkcij, tudi skranje za obkroževanje. Ja, opcije, tako je. Lahko v nastavitvah za Honor AI spremeniš, kaj želiš, da se ti odpre glede na enojen, dvojen ali pa dolg pritisk tega gumba. Tako da Honor ti da par opcij, žal tega knofa ne moš reprogramirati, da bi lahko odprl kjerkoli app ali pa funkcijo, tako da malo si limitiran. Žal pa je tako, da v Honor AI sekciji dejansko niso zbrane bližnjice do vseh AI funkcij, kar je malo nadležen, ker so vse nove funkcije nekje drugje skrite in zato celotna zadeva ni glih konsistentna in na enem mestu. Če greš na primer v galerijo in desno spodaj pod zavihek ustvarjanje, boš dejansko našel letošnje AI hite. Prvo med njimi je pretvarjanje slike v posnetke, gre za drugo generacijo ene najbolj fascinantnih, creepy, pa tudi zabavnih AI funkcij, ki so jih kadarkoli videli na kjerkoli fonu, ko so pri prvi generaciji naredila, da se je fotka od reperja Drakea začela premikati pa še ene druge fotke. Ko odpreš to funkcijo, imaš na voljo več prednastavljenih scenarijev, od igranja na koncertu do dramatičnega penouta, skic, ki oživijo in hišnih živali, ki govorijo. V glavnem, sploh ne govor. Ja, izbereš fotko, ki jo želiš konvertirati, v spodaj imaš že prednastavljen prompt, ki ga lahko prikrojiš po svojih potrebah, tapneš, da ti začne fotko obdelati in voilà! Že imaš fotko, ki bo z AI-jem konvertirana v kratek video. Zdaj, tako je. Ta funkcija je full cool, da jo parkrat uporabiš, predvsem kot party trik. Niso pa glih ziher, da bo folk masovno uporabljal, ker je tudi full odvisen, kakšne rezultate ti bo dala ven, pa tudi tako ti malo nagaja, ne naredi zmer sploh stvari, da ti dela. Pač kar ene errore nam je ven metal. Ja, res. Ampak so pa tudi eni rezultati bolj posrečeni, drugi manj. Priporočljivo je tudi, da daš čim krajša in bolj jasna navodila za boljši rezultat. Ja, gre sicer za funkcijo, ki je časovno omejena na poskusno obdobje in bo pol treba za njo verjetno plačevati. Ni pa to edina funkcija, ker imaš tudi v galeriji določene klasične AI hite, ki jih poznaš že odprej, ker je urejanje z AI, ki lahko brišeš elemente, izboljšaš prikaz, izrežeš stvari, razširiš sliko ali pa z AI dodaš barvo zadnja, tako kot je Dao rekel. V glavnem všeč nam je, da če hočeš editati fotke z AI on the spot, da jih čim prej objaviš na družbenih omrežjih, imaš vsa ta orodja prikladno integrirana v samo OS, da ne rabiš loadati nekih tretjih appov iz prodajalne za Apple. Edino, kar je to, da vseh teh funkcij je res veliko in so vse malo razparcelirane po različnih koncih, tako da boš rabil malo muscle memory, da si boš zapomnil, kje se vse nahajajo. To je malo nadležno, ampak ko boš enkrat pokapčil, kje so, boš good to go in boš res videl, koliko ti Honor ponuja tudi v tem delu. Ogromno. Ampak da se boš lahko sploh igral z AI orodji na svojih fotkah, jih boš mogel najprej sploh narediti te fotke. In tukaj ti Honor spet bo pomagal s svojim letošnjim naborom kamer. Gre za sistem 3 hrbtnih objektivov, kjer pa Honor ni odkril neke tople vode. Kaj pa je za odkriti? Napram 400 Pro. Imate 200 megapikslov veliko glavno kamero, 12 megapikslov veliko ultraširokokotno in pa 50 megapikslov veliko periskopsko telefoto kamero. Vse skupaj pa na sprednji strani dopolnjuje še 50 megapikslov velika portretna selfie kamera. 600 Pro ustvarja zelo solidne rezultate za ta rang telefonov. Sploh na kameri so fotke dobro razsvetljene in z dobrim kontrastom. Je pa res, da barve niso bili najbolj true to life, niso pa tudi pretirano barvno nasičene. 600 Pro ob dobrih svetlobnih pogojih tudi dobro shendla s hitro premikajoče se subjekte, kar pomeni, da je primeren, če veliko fotkaš svoje otroke ali pa hišne ljubljenčke, valjda pa se rezultat poslabša, če pogoji niso glih top. Kar je pa neki
Čisto normalno se nam zdi. Dobro je tudi telefotokamera, sploh če zoomiraš tam do 1,7-kratne povečave, ker pol se že začne izgubljati podrobnosti na slikah, bolj ko boš pančal in bolj bo slabša kvaliteta in tudi fokus se poslabša. 600 Pro drugač dela tudi portretne fotke, nad katerimi so bili midva kar precej navdušena za ta cenovni rang. Ultra širokokotna kamera ima podobne prednosti in slabosti kot večinoma vse kamere na pametnih telefonih, ki so ultra širokokotne, kar pomeni, da je dobra podnevi in slabša po noči. Ja, video lahko snimaš do 4K pri 60 fps-ih z vklopljenim HDR-jem in je dober, v redu handla stabilizacijo in tudi po noči soliden, ko se večina pametnih telefonov borba s tem, da preveč ne zmehča videa. Pohvaliti pa mora tudi selfie kamero, čeprav nima globinskega senzorja, je kvaliteta pohvalna in tudi pri videu, ki lahko snimaš pri 60 fps-ih ali pa pri 30 v 4K, če imaš vključen HDR in dejansko ful dobri videi izpadejo. 600 Pro pa dobro posname tudi zvok, ker duši večino zoprnega hrupa iz ozadja, kar velja tudi za hrbten video. Tukaj moramo še dodati na koncu, da ima ta fon valjda tudi stereo zvočnike, pri čemer pa je spodnji zvočnik boljši kot tale iz slušalke, tako da je malo neravnovesja, ko gledaš vsebino, kar je nekaj, kar so opazila med testom, ampak ni pa nekaj tako ful slabega. Overall je tole zelo soliden in priporočljiv telefon, ki ima veliko stvari, ki so nama ful všeč. Ima prijeten dizajn za handlat, odlično baterijo, ki dolgo zdrži in se hitro nafila, soliden čip in sistem kamer ter celo vrečo AI funkcij, ki niso samo zabavne, ampak tudi uporabne. Sam, če jih boš znal izkoristiti, do polnega potenciala. Niso nama sicer čisto vse stvari všeč. Magic OS bi bilo kljub temu, da nam je zelo všeč, kot smo že večkrat poudarili v videih različnih, treba še malo prepucati, pa tudi zvočniki bi lahko boljši, se niso slabi, sam bi se jih dal še zboljšati. In tudi pozicija bralca prstnih odtisov tukaj spodaj bi bila lahko bolj priročna, ker je težko včasih zadeti. Tam to so manjše stvari, ki niso make it or break it. In gre za telefon, o katerem bi res mogel razmisliti, da ga kupiš, sploh če bo Honor pametno ceno postavil zanj. Midva cene od sajtu snemanja tega videa sicer še ne veva, ampak kakor poznava Honor. In ker sta slišala govorice, bojo sigurno dali neko fair ceno, po mojem, da tam okoli 800 do 900 evrov, za kar se ga pa že sigurno splača kupiti. Ok, še par zaključnih misli, preden potegneva črto pod današnjim video. Zdaj, kako je lahko Honor vključil en kup nove tehnologije za nižjo ceno od zahodne konkurence? Če bi ta dva tekmica dala toliko novih stvari ven, kot so jih oni na tem telefonu, bi sigurno drastično povišala cene, sploh glede na stanje z RAM-om, ki je trenutno na trgu. To se zdi logično. Odgovor leži v tem, vsaj tako bi dva mislila, da je to njihova strategija, kako prodreti na zahodni trg. Zavedajo se namreč, da imamo tukaj dva establishmenta playerja, ki ne rabita migati, da obdržita svoje stranke, ker imamo skoraj duopol. Folk je teh dveh starih mačkov navajen, sta household imeni. In folk pač še zmer pari na imena, pa staro slavo in je skeptičen nad prišleki, sploh če so z Kitajske. Škoda, ni fair, ampak tako smo ljudi zastavljeni, ker gre za čisto ekonomsko stvar. Kako kontriraš temu, kako prodreš na tak skoraj da ne hermetično zaprt trg? Tako, da ponudiš in uglašuješ več kot ostali, da pri folku vzbudiš feeling, da so tvoji konkurenti vzad za cajtom. Misliva, da je to dobra strategija, sploh glede na to, da Honorjeva največji konkurenta spita na stari slavi in ven dajeta telefone, ki se med generacijami po hardwareu praktično ne spreminjajo. Zares, ne? In bolj kot ne prodajata sam nov software na njih, ki pa ga na srce lahko. Dobijo tudi ostali stari telefoni. Ja, točno to. In ne rabite nujen kupovati novih, a ne? Ne rabite novih. Edini res hardverski napredek, ki sta ga naredila v zadnjih letih, pa še to se je izkazalo, da je šlo za totalen strel v prazno, je bil ta, da sta dala ven ultratanki telefone, po katerih ni noben spraševal, kupci niso trznali na nje in dobila sta jih po klunčku zaradi tega zabijanja z glavo skozi zid. Pa o tem sta tudi video naredila, tako da pogledajte. Kitajci so hočeš nočeš ta zadnja leta bolj kot ne opazovali stranskega tira in so se naučili na njunih napakah, zdaj pa vse to in še več ponujajo po za enkrat še nižjih cenah. In hoče na ta način prodreti na naš trg, pri čemer svoje izdelke delajo malo podobne tukajšnjim velikim ribam, stranskim gumbom tukaj ali pa softverjem, ki je podoben, pa pri potrošnikih vzbudijo neko familiarnost, da rečejo, naš izdelek je podoben unmu. Sam veliko boljši. Zanimiva strategija. Mislila, da so čedalje bolj uspešni z njo in da folk njihovih fonov ne bo samo odpisal kot nekaj klone, ker gre za presnej dobre mašince vredne tvoje pozornosti. Honor 600 Pro to dokazuje, sigurno. Nič, to je to za danes. Hvala Honorju in njegovi agenciji, da smo skupaj sodelovali pri tem videu. Ti veš, ki naj jo lahko najdeš in kontaktiraš, če te še kaj zanima. Fajn se imej in se vidimo naslednjič. Čau!